Živjo. Predvsem upam, da ste zdravi, upam, da ste dobro, da imate dobro skodelico kave ob sebi in da bomo zdajle nekako tudi Luko Podlogarja, našega današnjega gosta, ki je predsednik uprave Generali Investment, vprašali, ali nam bo povedal kaj iz usedlin kave ali iz tega, kaj lahko predvidimo. Ampak najprej, Luka, dobro jutro, pozdravljen. Kako se ti znajdeš v tejle nenavadni situaciji? Dobro jutro, Ajša, dobro jutro vsem, ki naj jo poslušajo. Jaz se znajdem čisto v redu. V bistvu večino sodelavcev pri Generali Investments v bistvu dela od doma, kot tudi večino naših counterpartijev, tako da v bistvu delo poteka normalno, z istim ritmom. Veliko uporabljamo razne video komunikacije in telekonferenčne tehnologije, tako da to je ena izmed stvari, se mi zdi, ki se bomo res dobro naučili v tej krizi. Drugače pa ja, vse poteka normalno, hkrati pa tudi vsi upamo, da se bo to nenormalno krizno stanje seveda čim prej nehalo, da se lahko vrnemo nazaj v pisarne in nadaljujemo delo tam. Luka, pravzaprav smo priča izjemnemu nihanju, pa morda ne nihanju, ampak kar padcu finančnih trgov. Seveda so bile tudi prej prisotne pričakovanja vseh nas, kdaj se bo pravzaprav ta padec zgodil. Ker nekako, da smo čakali na to novo krizo in zdaj očitno nas je zelo zadela. Kaj lahko pričakujemo v naslednjih 6 mesecih? Ja, zdaj svetovno gospodarstvo je pač v zadnjih 2 tednih zaradi tele pandemije koronavirusa dejansko se je popolnoma ustavilo. Razvoj dogodkov je neverjetno hiter in ta hip je težko res jasno oceniti posledice, ki ga bo ta lockdown zaradi koronavirusa pustil. Zdaj pri države so imele nekako pri tem spopadu s pandemijo več možnosti. Nekako na začetku smo bili bolj v situaciji, naredili ne bomo nič ali pa bomo spustili tale virus, da gre čez nas in bomo pač dobili nek herd immunity. Potem pa več ali manj so se hitro spoznali, da to ne bo ravno rešitev in da pač je treba iti v nek bolj resen lockdown, ki pa seveda je za ekonomijo v bistvu najbolj negativen. Zaradi tega je pa seveda prišlo na svetovnih gospodarskih trgih do naglega padca tečajev. Vzrok zanje seveda, vzrokov je več. Eden izmed njih gotovo je pač sam vpliv oziroma ta nesigurnost, ki ga bo imel virus na pač gospodarsko aktivnost in seveda na tudi dobičke podjetij. Druga seveda stvar je, da je hkrati z tem lockdownom na trgu in za to paniko na trgu v bistvu praktično, pa ne v bistvu na vseh trgih, ne samo recimo pri delnicah, ampak na splošno tudi na trgih, ki so v bistvu najbolj likvidni, kot so recimo državne obveznice, tam se je posušila likvidnost in kar naenkrat pač ni bilo več kupcev in ni bilo več prodajalcev in cene so ratale pač nenormalne, še bolj v bistvu pa so ratale tudi nenormalni spredi, torej razlika med bid pa ask ceno in v bistvu praktično transakcij ni bilo možno delati. Zaradi tega seveda so začeli tečaji drastično padati in seveda ta panika potem pač je kar nekako taka self-fulfilling in bolj tečaji padajo, večja panika nastaja in več ljudi seveda pač prodaja. Zdaj, a je bila situacija za to volatilnost zdaj že prej, a se je pač skreirala že prej? Ja, definitivno nekaj znakov pregretosti, kar precej znakov pregretosti trga smo videli že prej, ampak vseeno pa ni bilo nekega jasnega triggerja, ki bi pač svetovne gospodarske trge oziroma svetovne finančne trge poslal v neko downward spiralo. Nekako, ko smo mi recimo delali tudi letno alokacijo, ki jo pač naredimo vsako leto in kjer si poskušamo zastaviti strategijo naložbene v bistvu za naslednjih 12 mesecev, mi smo seveda videli veliko geopolitičnih tveganj, videli smo seveda veliko, ne veliko, pač kar precejšno visoko vrednotenje po vseh asset klasih, se pravi pri delnicah,
še posebej recimo pri ameriških delnicah, bolj kot pri evropskih celo, ne. Potem, če pogledamo pri naložbah za fiksnim donosom, torej pri obveznicah, kakor vsi vemo, so v bistvu se z njimi praktično nobenega pravega donosa ni več dalo doseči, torej so bili yieldi na obveznice pač stisnjeni na neke historično minimalne ravni, tako da to so pogoji, seveda, v katerih lahko pride do neke krize. Ampak manjko je pa trigger. In ta trigger seveda je zdaj prišel od tam, kjer ga nihče ni pričakoval, in dejansko je prišel strani pač epidemije koronavirusa. In seveda odziv je pa zelo močen, tudi zaradi tega, ker v končni fazi mi smo bili praktično zdaj 11 let v nekem bikovem trendu. To je v bistvu praktično po drugi svetovni vojni najdaljši bikov trend, ko smo od leta 2009, torej od leta po svetovni finančni krizi, dejansko rastli, kar se tiče predvsem delniških naložb in kjer so bili v bistvu tudi donosi, če pogledamo vsaj recimo ameriški indeks S&P, recimo, ali pa tudi, če pogledamo na splošno svetovne delniške trge, tam od 2009 do 2019, to so bili letni donosi tam cirka na nivoju 9%. Recimo ameriški delniški trg je bil celo na nivoju 14%. Evropski malo manj, na nivoju 2%, ampak skratka, hočem reči, in vlagatelji so v tem zadnjem desetletju do konca 2019 izjemno dobro zaslužili. Luka, tukaj omenil si leto 2009, takrat je bilo veliko strahu, ki je bil pravzaprav povezan s finančnimi trgi, zdaj pa je ta strah še podprt pravzaprav z velikim strahom za samo preživetje, zdravje in tako naprej. Ali je lahko ta kriza, ki smo ji zdaj priča in ki pravzaprav smo kot v nekakšnem vakuumu vsi skupaj, lahko še globja kot tista 2009, nekateri govorijo, da se lahko primerja z veliko depresijo. Seveda si želim, da mi rečeš kakšen drug scenarij. Tako da, kakšen je najboljši in kakšen je tisti scenarij, ki si ga bojiš. Še preden pa mi na tole odgovoriš, pa tudi vsem vabilo, da zastavljajo svoja vprašanja ali pa svoje komentarje, nekaj jih je že pripravljenih, bova seveda odgovorila, ampak torej primerjava z letom 2009 in prosim, ne reci, da lahko primerjamo s tudi 30 leti prejšnjega stoletja. Ja, mislim, nobena kriza ni direktno primerljiva s kakšno prejšnjo krizo. Vsaka kriza ima pač drugačne vzroke, pa tudi potem odvija se samo okrevanje, recimo se odvija drugače. Zdaj, leta 2008 smo imeli podobno situacijo, kar se tiče asset klasov. Torej, številni asset klasi oziroma naložbeni razredi so bili vrednoteni zelo visoko. Potem smo pa v bistvu je prišlo pač do zloma na subprime, torej na v bistvu vrednostnih papirjih, ki so pač vezani bili na tale nepremičninski trg in pa izvedenimi vrednostnimi papirji iz teh vrednostnih papirjev. Ta trg se je potem začel močno sesuvati in potegnil za sabo sesuvanje bančnega sistema, ki pa je bil za razliko od sedaj, in to je zelo, zelo, zelo pomembno, bistveno slabše kapitaliziran. Torej, če primerjamo z letom 2008, ta trenutno situacijo, jaz mislim, da je finančni sistem bistveno bolj stabilen, vsaj kar se bank tiče, ker v tem obdobju so pač banke postale, mislim, z vidika regulative se je zelo veliko naredilo, tako da sam risk management je ojačan in banke de facto držijo bistveno manj tveganja na svojih bilancah, kot so pa prej. Tako da jaz mislim, da sam finančni sistem je bolj stabilen. Ni pa seveda to vse tako zelo tudi pozitivno, ker ta regulativa je imela tudi negativno plat, predvsem, in to čutimo zdaj de facto, predvsem kar se tiče likvidnosti. Ker likvidnosti pa je zaradi tega, ker so pač recimo, ker ni več tako močnega prop tradinga, dejansko se je to tveganje se je zdaj predstavilo bolj v tisti shadow banking sistem, ko imamo, ki je dejansko premaknjeno recimo v določene hedge sklade in pa druge podobne. Mogoče tukaj se vključujem, Luka, kar z vprašanjem, ki sem tudi dobila, ali se bo z delniških trgov premaknil denar v kriptosvet, ali pomeni večja regulacija bank in delniških trgov, mogoče premik v kriptosvet?
Zanimivo vprašanje, ampak jaz še vedno mislim, da kripto je, če primerjamo z vsemi ostalimi asset klasi, če mu sploh lahko rečemo asset class, no, že tukaj mogoče lahko razpravljamo, ampak jaz mislim, da je to še vedno zelo majčken, obskuren pač asset class in da v bistvu kakšnega posebenega premika ta kriza ne bo v bistvu povzročila. Tako da bi se mogoče vrnil na tisto tvoje prejšnje vprašanje, v čem je ta kriza podobna, pa v čem je različna recimo od leta 2008, pa ali se nam lahko zgodi neka velika depresija ali ne. Zdaj, ta kriza je različna od te krize leta 2008 še v tem, da je bil predvsem odziv na njo, odziv, ki ga vidimo, ki ga v bistvu dnevno spremljamo v časopisih, se mi zdi bistveno boljši. Zakaj? Ker če se spomniš, takrat leta 2008 je recimo ameriški Fed zelo dobro odreagiral, pa ameriška zakladnica je dobro odreagirala, v Evropi pa tudi drugje smo bili pa bolj tako, ne? Nismo bili nekako tako zelo odločni pri tej reakciji. To, kar pa vidimo zdaj, je pa, da v bistvu vse centralne banke koordinirano zagotavljajo likvidnost na finančnih trgih in to ne samo bankam, ampak kar vsem subjektom, seveda različno od države do države, od valute do valute, ampak nasplošno je velika pripravljenost monetarnih oblasti, da trg podprejo. Seveda monetarne oblasti nimajo neomejene moči, zato so zraven zelo koordinirano seveda prihrumele tudi državne zakladnice in v bistvu državne zakladnice in seveda v bistvu države nasplošno z celo serijo ukrepov predvsem delujejo na tem, da podprejo gospodarstvo, da ne pride do popolnega zloma podjetij, ki seveda so tisti motor, ki ga potrebujemo v dobri kondiciji za prihodnja leta, zato da se bo pač v teh državnih zakladnicah seveda zbiral kakšen denar od davkov. Tako da zdaj smo priča koordiniranemu odgovoru. Temu nismo bili priča leta 2008, kot tudi ne leta 1929. Ena stvar pa vseeno moram reči, no, da po ocenah analitikov se zdi, da bo ta padec gospodarske dejavnosti, torej neka recesija, ki se nam absolutno obeta zaradi efekta koronavirusa, verjetno vsaj na kratek rok globji. Torej padec bo globji, se zdi, po prvih podatkih. Zdaj pa seveda ključno, kako bomo iz tega ven prišli. Bomo prišli v nekem L-shapeu, kot smo recimo lezali iz svetovne finančne krize leta 2008, ali bomo v nekem V-shapeu, ali bomo v nekem U-shapeu. To je zdaj seveda ključno vprašanje. In jaz srčno tukaj upam, da z vsemi temi fiskalnimi ukrepi, ki se pripravljajo za podporo gospodarstva, bomo, če že ne v V-shapeu, bomo vsaj v nekem U-shape recovery v bistvu se znašli, kar pomeni, da do neke večje depresije, to je neke recesije, ki traja recimo leto pa pol, 2 leti, da do tega ne bo prišlo. Ampak res je ključno, tudi v Sloveniji za v bistvu našo vlado, da se ukrepa hitro in pa da se ukrepa v smer ne nekih recimo populističnih ukrepov, torej koga vse bomo nagradili, komu vse bomo dali denar in tako naprej, kaj bomo naredili z prispevki in takimi stvarmi, ampak da se podprejo firme. Tukaj eno vprašanje, omenil si FED in reakcijo oziroma centralne banke. Matica zanima, ali obstaja vsled napovedi FED-a, koliko bo vložil ameriško gospodarstvo, nevarnost hiperinflacije? Ja, trenutno hiperinflacija niti ni tema. Mislim, seveda pri takih ukrepih, kakor jih je FED naznanil zdajle, včeraj, dejansko je hiperinflacija čisto legitimna stvar, na katero človek pomisli. Ampak takrat, ko gre za tako močno kontrakcijo ekonomije, kjer je ekonomija v nekem lockdownu, jaz mislim, da neposredne bojazni, da bi na kratek rok prišlo do nekega drastičnega dvigovanja nivoja cen, mislim, da do tega pač na kratek rok ne bi smelo priti. Zdaj, naloga FED-a, če malo pogledamo kronološko, kako so v bistvu oni odreagirali,
v bistvu njihova prva naloga je, ko so prihrumeli, da je bilo to v nedeljo zvečer, na trg v bistvu z 700 milijardami podpore, torej 500 milijardami za trg ameriških državnih obveznic, pa 200 milijardami za v bistvu te mortgage-backed securities. Če pomislite, koliko je bila ta intervencija potrebna, v 5 dneh so v bistvu na področju državnih obveznic porabili polovico te kvote, na področju mortgage-backed securities pa tretjino te kvote. In zato, ker je bila intervencija Feda tako zelo potrebna in je prišla res v pravem času, dejansko so šli zdaj v še hujši ukrep, ki je bil mimogrede tudi zelo dobro sprejet. Tudi vidimo, recimo danes azijske borze so že močno v zelenem območju. Zaradi tega so šli v ta unlimited support, torej vse, kar je potrebno v nivojih, ki so pač potrebni, bodo dali na mizo. V bistvu šli so še močneje za temi ukrepi, šli so v direktno financiranje malih in srednjih podjetij preko določenih programov, ki jih imajo, v financiranje tudi velikih podjetij. Tako da te ukrepi so, v bistvu, oni zdaj ratujejo lender of last resort ne zgolj za banke, ker je bila nekako tradicionalna funkcija centralnih bank, ampak preprosto za celotno gospodarstvo. In vse, kar bo tudi ameriška država se dodatno zadolžila, bodo oni pokupili. Tako dejansko. Torej, ti ocenjuješ tudi ukrep odkupovanja business loans kot nekaj, kar je smiselno? V tej situaciji, ko dejansko trg ne deluje, ko imamo tako veliko, v bistvu tak velik umik različnih subjektov na trgu zaradi te situacije, mislim, da je pravilno, da tukaj centralna banka intervenira in podpre direktno podjetja. Seveda, to so ukrepi, ki jih še nikoli v zgodovini, oziroma ne, so že bili testirani, pravzaprav to moram reči, v leta 2008 so bili neki podobni ukrepi tudi testirani, ampak zelo za kratek čas in potem umaknjeni. Ampak dejstvo je, da tukaj pač, jaz mislim, da intervencija je zelo potrebna, zato da se vzpostavi nazaj confidence v ekonomiji. Ampak še enkrat, ne, monetarna oblast lahko naredi samo en del. Tukaj res potrebujemo močno podporo fiskalne politike z nekim pametnim načinom podpore ekonomije. Zdaj pač ta fiskalna disciplina je off the table, mislim, o temu se ne govori nikjer več, v Ameriki se že itak ni toliko bila to tema, razen občasno, ki je bilo potrebno budget ceiling povečati, ampak tudi v Evropi je ta tema off the table. O tem se pač preprosto ne govori več. Neke ekonomije, recimo v Evropi, so dejansko si naredile nekaj headrooma, imajo nekaj prostora, da dejansko lahko se bolj zadolžujejo, tudi Slovenija recimo na srečo je med njimi, nekatere ekonomije so pa tlele malo slabši poziciji, recimo Italija in tako naprej, ampak de facto v fiskalni disciplini mislim, da zdaj nima smisla govoriti, treba je samo rešiti pač podjetja, jih podpreti, zato da gremo preko te krize, da podjetja ostanejo močna, da ohranimo nivo zaposlenosti in da potem lahko pač ekonomija zalaufa naprej. Tukaj Luka vprašanje strani Mihe. Omenil si, da je zelo pomembno, ali bo šlo v L ali v U-shape izhod iz te krize. Nisi pa, mislim, povedal, kako po tvojem mnenju bo šlo. Ja, se pravim, zdaj ukrepi, mislim, ključna stvar, ki bo vplivala na to, kako bo ta naš recovery izgledal, je žal pač potek, epidemiološki potek, kar se tiče samega virusa, koronavirusa. Če bomo mi zdaj v neki situaciji se znašli podobno kot recimo Kitajska, kjer po recimo 8 tednih tega tako imenovanega lockdowna počasi se lahko ljudje začenjajo vračati na ulice, ekonomija počasi začne spet se vračati v stare tirnice, podjetja začenjajo zaganjati proizvodne in s časoma se bodo tudi učenci oziroma se že vračajo v šole. Če bo dejansko to scenarij in ne bo prišlo do nekega novega nekontroliranega širjenja virusa, potem jaz mislim, da bomo lahko v nekem U-shapeu. Če bo prišlo do ponovnega širjenja virusa, nekontroliranega širjenja virusa in če bodo takrat oblasti začele razmišljati o ponovnem lockdownu, jaz mislim, da je to za ekonomijo izjemno slabo. To je scenarij, ki si ga resnično ne želimo in jaz tudi mislim, da ga same ekonomije žal ne bodo mogle prenesti. Takrat bomo morali najti alternativni način,
s katerim v bistvu se tudi mogoče mečkan spogledujejo določene države, kot je recimo na primer Japonska ali pa Hong Kong, Singapur, kjer gospodarstvo seveda še funkcionira naprej, ampak imamo zelo močne ukrepe na področju social distancinga, zelo močne higienske ukrepe, in seveda tudi take stvari, kot je nošenje mask povsod, ker pač vsaj po informacijah naših kolegov, kljub temu, kar nas v bistvu v Sloveniji prepričujejo, maske so koristne za preprečevanje širjenja okužbe in ker pač zmanjšujejo verjetnost okužbe in s tem v bistvu ekonomiji dejansko omogočajo, da funkcionira bolj normalno in tudi zdravstvenemu sistemu omogoča pač neko bolj zmerno porabo kapacitet, ne. Ampak okužbe, pač te azijske države z koronavirusom normalno živijo in funkcionirajo naprej. Normalno, zdaj se pač vračajo v normalno. Ne? S tem, da zelo pomembna življenje verjetno, saj jaz predstavljam, čeprav je težko napovedati, če ne bomo našli še nekega cepiva prav kmalu, življenje ne bo enako, kot je bilo prej. Verjetno bomo morali vsi spoštovati bistveno bolj neke pač nove standarde dela, v nekem okolju, kjer bo pač treba preprosto bolj paziti na higieno in pa zdravje delavcev. Torej v nekem normalnem scenariju, da ne gremo v neko ponovno okužbo, če povzamem, jaz mislim, da bomo šli lahko v nek U-shape recovery. Predpostavke so pa, kot sem rekel, torej, da se z virusom ne zgodi nova runda, da seveda centralne banke ohranijo podporo gospodarstvu, predvsem finančnim trgom za likvidnostjo, in pa seveda, da imamo močno fiskalno podporo s strani držav. To so te pogoji potrebni. Mogoče, Luka, tukaj, če pogledamo čisto po kontinentih, če govorimo o Aziji, Evropi in Ameriki, kdo bo po tvojem mnenju najlažje, praviš, da so azijske borze že v zelenem, ameriške pa še kar zelo rdečem. Kdo bo po tvojem mnenju najlažje prišel in ali sploh lahko govorimo o tem, kdo bo najlažje, glede na to, da smo vsi zelo povezani, in ali morda to pomeni popoln preobrat in preusmeritev proti Kitajski? Ja, zdaj dobro, ta hip borze niso ravno najboljši indikator, kdo bo najprej prišel v recovery. Borze ta hip reagirajo seveda na dnevne novice, torej na fiskalno ali pa monetarno stimulacijo in glede na to pač se premikajo gor po nekaj odstotnih točk. Zdaj, v zadnjih 2 tednih je to kar the new normal. Mislim, borze se premaknejo 7% in pač mi to gledamo, kot da je to pač skoraj že neki normalnega ratal. Ja, to je težko reči, kdo bo dejansko se prvi pač iz te godlje izvlekel. Jaz mislim, da, kakor si rekla, svet je zelo povezan, ampak na nek način, glede na to, da se je epidemija začela v Aziji, torej konkretno na Kitajskem, in glede na to, da se tam stvari normalizirajo, se zdi, da bodo oni majčkeno prej seveda prišli ven iz te situacije, kot pa ostali del sveta. Zdaj, v Evropi smo trenutno v neki situaciji, ko epidemija po različnih državah seveda divja z različno intenziteto, seveda najbolj grozno izgleda v Italiji, kjer pa so neki prvi znaki, da se morda vseeno malce ustavlja in da se zdi da te ukrepi dejansko so počasi začenjajo zaležti. V Ameriki smo pa v drugačni situaciji, kjer je epidemija šele bolj na začetku. In zdaj vidimo prve ukrepe, seveda, kaj se dogaja predvsem v zvezni državi New York, kjer so dejansko šli v podoben lockdown in kjer je de facto, mislim, da polovica vseh okuženih v Združenih državah. In jaz mislim, da tudi oni bodo tisti, ki bodo čisto zaradi same narave virusa, da zadnji, ki bodo nekako izplezali ven iz te situacije. Je pa res, da pač je njihova centralna banka izjemno odločna, je bila prva, ki je prišla ven z podporo samim finančnim trgom in tudi upam, da bo tale nesrečna situacija, ki jo pač vidimo v ameriškem senatu okrog tega paketa ukrepov, da se bo razrešila, upajmo, da danes in da bodo prišli pač do nekega dogovora. Moja ekipa tlele na General Investments je delala neke preračune in z nekim paketom tam dobre 2
dobra 2 bilijona oziroma trillion, torej v angleščini trillion ameriških dolarjev, lahko ameriško gospodarstvo zdrži z nekim zmernim vplivom na pač padec gospodarske potrošnje tam nekje 6 do 8 tednov. Tako, zelo grobo rečeno. Večjega, dalj trajajočega lockdowna se verjetno ne bomo mogli privoščiti in če bo se ta virus širil naprej, kot se pač seveda nekateri bojijo, če ne bo zginil, bomo pač mogli najti neko srednjo pot. Zdaj, kakšna ta srednja pot bo, je težko špekulirati, ampak kot sem rekel prej, pač neko pot, kjer bodo vladali bistveno strožji higienski ukrepi, bistveno večje mogoče omejitve tudi potovanj, in pa seveda neka zmerna karantena za tisti najbolj ogrožen del prebivalstva, torej za starejše ali pa za kronične bolnike, ki dejansko pač so v bistvu potencialno največje breme za kapaciteto zdravstvenega sistema. Sicer, to je res težko reči, mi smo ekonomisti, nismo epidemiologi, oziroma danes je vsak amaterski epidemiolog že, ampak to nekako se je to dozdeva, zato da bo lahko ekonomija preživela. Luka, zdaj pa nekaj konkretnih vprašanj. Martino zanima, kam se v teh časih splača vlagati. To je prvo vprašanje, koliko je smiselno imeti na banki, in pa banke ponujajo tudi nakup zlata. Kakšno je tvoje mnenje? Torej, kam na bankah zlato? Okay. Ja, zdaj večino malih vlagateljev, ki so bili recimo prej investirani v delniške trge, je seveda zamudilo prehod v denar. Tako da so več ali manj ostali delno ali pa v celoti investirani v equity trge. Imamo pa seveda kaj naj te naredijo, za te, ki so investirani že v delniške trge in ki so pač padali dol skupaj za trgom, je pač predvsem pomembno, da ne odreagirajo zdaj panično, da ne zaklenejo zdaj teh izgub, ampak ne preprosto pogledajo svoje portfelje, in če so seveda še vedno sami pri sebi potrdijo, da so vlagatelji na dolgi rok, naj pač pogledajo, če treba stvari kaj prilagoditi, mogoče med različnimi državami, med različnimi panogami, in pač potem najbolj pametno, da ostanejo investirani še naprej. Seveda, vsak mora to zase presoditi, glede na pač to, kakšen vlagatelj je. Nekdo, ki je starejši, verjetno bo preferiral bolj kakšne likvidne naložbe, nekdo, ki je pa mlajši, pa ki ima pred sabo še dolgo število let čakanja na tisti donos za penzijo, tisti pa seveda lahko čakajo dalj. Ampak, če pogledamo sploh naše domače razmere v Sloveniji, de facto je zelo malo vlagateljev, ki so investirani v delniški trg. In zelo veliko, cirka 20 milijard sredstev imajo slovenska gospodinjstva na bankah. Zdaj, to, kar mi vidimo, je, da določeni vlagatelji se odločajo za postopen vstop na delniške trge. Zelo previdno, tukaj ne smemo biti nič pohlepni, moramo zelo dobro oceniti, kakšno nihajnost si lahko privoščimo, koliko jeklen želodec imamo za tale gibanja gor in dol po delniških trgih, ki se bodo absolutno še nekaj časa nadaljevala, tudi tega se je treba zavedati. Ta nihajnost, čez nihajnost še nismo prišli. Ampak nekateri pač že razmišljajo, da je zdaj počas čas, da vstopijo na delniški trg. Nekateri nam pravijo, recimo na tale padec smo čakali zdaj ne vem koliko let. In de facto zgodovina nas uči, če pač investiraš when blood is running on the streets, kakor bi rekel Warren Buffett, pač to potem lahko na dolgi rok pomeni tudi nek nadpovprečni donos. Ampak seveda, tukaj je treba biti zelo, zelo previden, kako časovno to tveganje razporedimo, ne zdaj kar vršiti vseh naših prihrankov, ki jih imamo na banki v enem šusu, na delniški trg in pol čakati, ampak je treba iti postopoma, mečkan gledati, kako se stvari pač gibljajo in seveda premoženje razpršiti. Kaj je denar na banki, Luka? Se pravim, denar na banki, jaz mislim, da je postopoma zdaj treba, denar na banki v vsakem primeru ni preveč pameten, ker če ne drugega, seveda nam bo njegovo vrednost pojedla inflacija. In prej je bil tudi komentar zelo umesten, da morda zaradi vsega tega enormnega fiskalnega in monetarnega sproščanja inflacija lahko pride, ja, na kratek rok ne, ampak na dolgi rok, če se pa to nadaljevalo, pa morda celo enkrat bo prišla. Zato je treba iti s časoma v neke
naložbe, ki na dolgi rok prenašajo seveda nek višji donos. In jaz osebno mislim, to je zdaj pač moje osebno mnenje, za tiste, ki imajo čas, sploh za tisto mlajšo populacijo, je absolutno pravilno, da začnejo razmišljati o nekih naložbah, recimo kot so delnice. Počasi seveda z zelo, zelo močnim risk managementom, ki ga mora imeti vsak zase. Še ena zadeva, zlato, ne? Zlato, vprašanje je bilo tudi vezano na to. Ne? Zlato je nek naložbeni razred, ki nekako velja za varno zatočišče. In to, kar smo videli tudi v tej situaciji, je, da je cena zlata seveda začela rasti, ker so določeni vlagatelji seveda se premikali iz delnic in iz obveznic, v tej krizi seveda tudi močno iz obveznic, ker smo videli padec obveznic, proti denarju in nekateri tudi proti zlatu. Zdaj, zlato, jaz osebno pravim, je pač neka relativno špekulativna dobrina, in nobenemu ne priporočam, da zlato postane nek večji del njegovega premoženja. Morda lahko tukaj razmislimo o nekih 10%, ampak treba se je zavedati, da se zlato giblje zelo špekulativno in da tukaj ni neke prave ekonomske podlage, ki bi določila njegovo ceno. Tako da jaz pri zlatu opozarjam na veliko previdnost in moje priporočilo je, da ostane to zgolj manjši del posameznikovega portfelja. Večji del je boljš, da grejo v neke plain vanila, normalne naložbene razrede, kot so za tiste mlajše, ki imajo čas, mogoče malo bolj proti delniškim trgom, za tiste, ki pa imajo pač manj časa do upokojitve in se približujejo svojemu drugemu življenjskemu obdobju, kjer bodo pač ta denar trošili, ne grejo pa v manj tvegane naložbe, kot so recimo neke obveznice. Tukaj je še vprašanje glede prenosa denarja v druge valute, bolj varne, frank. Glede na izkušnje iz preteklosti je to seveda lahko zelo vprašljivo verjetno vprašanje, ampak tvoj pogled na to. Ja, mislim, jaz pri valutah je težko biti pameten, valutni trg je sicer ogromen, giba se izjemno hitro. Tako da jaz mislim, da valutna strategija za enega malega neprofesionalnega vlagatelja ni prava pot. Jaz mislim, da je treba premoženje razpršiti, bolje, da se pač poslužuje tistih klasičnih naložbenih razredov, torej delnice, obveznice, denar in pač najde pravi miks med tem. Jaz ne bi šel v take, to je relativno za malega vlagatelja kljub vsemu alternativni, preveč obskuren naložbeni razred. In tudi, verjemite mi, večino ljudi, ki se poslužuje recimo nalaganja v določene valute in celo mislijo, da bodo trgovali, 95% teh ljudi izgubi svoj denar. Tako da jaz bi odsvetoval take poteze. Valutna tveganja so torej previsoka. Če se vrneva še nekoliko nazaj, Blaža zanima, kakšen je tvoj komentar na ukrep Feda na 0% obvezno rezervo za banke. Seveda so se stvari spreminjale in tudi je zelo ustrezno opisal od leta 70 naprej, kako je bil golden standard pa tako naprej. Zdaj pa odločitev 0% rezerve. Je to nekaj, kar bi ti podprl? Ja, mislim, to ni samo pri Fedu, dejansko je zmanjšanje rezerve je tudi v bistvu uporabila Evropska centralna banka. Dejstvo je, da pač to je eden izmed ukrepov, ki seveda še povečujejo likvidnost bank in banke stimulirajo k temu, da financirajo tako prebivalstvo kot tudi gospodarstvo. Jaz mislim, da ta ukrep je pač eden izmed potrebnih ukrepov, ki ga je pač centralna banka v tem repertoarju vseh ukrepov sprejela in je pač mislim, da v tej situaciji, ko je res nezaupanje na trgu med različnimi subjekti veliko, ko je likvidnosti izjemno malo, ta ukrep pač žal bil tudi potreben. Zdaj še eno konkretno vprašanje, ki se je prej zastavilo, pa morda niti ne boš mogel odgovarjati na njega. Generali naj bi investiral v podjetje Panorganic, tudi s samozadostnostjo in samooskrbo. Je to nekaj, kamor se usmerjate? Ja, naložba v družbo Panorganic je naložba našega novega private equity sklada.
ki je bil podprt z denarjem Slovenske investicijske banke in pa Evropskega investicijskega sklada. To je druga naložba našega sklada, ki smo jo pač podpisali. Jaz mislim, da je definitivno, v podjetje močno verjamemo, ker je tukaj eno najbolj inovativnih v Evropi na področju modernega kmetijstva. In pač z denarjem sklada bomo dejansko podprli njegovo širjenje v ostale evropske države. Torej, njihov namen je predvsem, da pripeljajo zelenjavo, predvsem solato in pa zelišča, ki je v bistvu pridelana popolnoma brez pesticidov na izjemno inovativen način do potrošnika, torej od dejansko iz njive v trgovino v manj kot 24 urah, in ta solata je tudi v trgovini še vedno živa in pač tam s tem v bistvu potrošnikom nudijo neko zelo zdravo alternativo. V podobne firme seveda si še želimo investirati, ja, recimo food sektor ali pa ta, bom rekel, bolj eko del. Prva naložba sklada je bila, če se mogoče tudi kdo spomni, naložba v firmo, ki proizvaja ekološko papirnato embalažo. Take podobne naložbe so nekako nek steber, ki ga s tem našim skladom želimo podpreti. Mislimo, tukaj v teh pač panogah je velika prihodnost, recimo prehrana, sploh ta moderna organik, biološka, bioprehrana je definitivno trend. S tem pa seveda tudi konkretno firma Panorganics ne proizvaja zgolj biološke hrane, ampak jo tudi proizvaja na način, kjer je v bistvu ogljični odtis, carbon footprint, pridelave te hrane izjemno majhen, bistveno nižji kot pa recimo pri klasični proizvodnji. Vidiš velik potencial, kar se tiče tovrstnih podjetij v Sloveniji oziroma za naložbe v tovrstna podjetja? Imate že kakšne targete tudi v bližnji prihodnosti? Imamo, brez skrbi. Slovenija je definitivno polna zelo inovativnih podjetij in naš pipeline je kar velik in v prihodnjih mesecih boste gotovo slišali še kakšno novico od nas iz tega področja. No, naj se čim prej začne spet, da bomo lahko slišali, ampak zdaj gremo pa še na vprašanje Žana, pozdrav tudi v Maribor, ki sprašuje, kakšen je tvoj pogled na univerzalni temeljni dohodek? To je pa malo drugačna tema, ker nič iz tega koronavirusa. Ja, to je ena zelo taka zapletena tema. Ne vem, če sem čisto pri sebi se tudi odločil dejansko, a je to neka pametna stvar. Kaj pa vem, to mogoče je... To je pa moja tema za eno celo razpravo. Na enih takih Coffee to Connect, tako da bomo to tudi vzeli v obzir in seveda tudi naslovili to temo. Sem vesela, da vidim tudi moje punce, da poslušajo in si že zapisujejo, kaj bomo naredili. Ampak druga stvar, nekaj je green in usmerjanje v tovrstne investicije, kar pa socialno podjetništvo in ta pogled, seveda kot podjetništvo, ne pa zgolj kot družbena odgovornost. Ja, mislim, socialno podjetništvo je nekaj, s čimer v bistvu se v Sloveniji šele spogledujemo. Jaz upam, da bo v prihodnosti tudi pri nas zaživel kakšen sklad, ki bo vlagal taka podjetja. Mislim, Evropa na tem področju zelo veliko naredila, ker de facto obstajajo prav specialni skladi, ki vlagajo v tovrstna podjetja, in tudi v Evropi je kar nekaj denarja od inštitucij, kot so recimo Evropski investicijski sklad, posebej za socialna podjetja. Se pravi, tukaj smo v Sloveniji še bolj na začetku. Fajn je videti nekatere prve poskuse in jaz mislim, da to bo nekaj, kar se bo v naslednjih letih, desetletjih bolj počasi seveda tudi razvilo. Je pa vseeno mogoče za to panogo težje najti financerje, tega se je treba zavedati, kot pa za recimo neko tisto klasično podjetništvo, ker prav veliko privatnega kapitala, ki dejansko bi investiralo v socialna podjetja, ga ni. Privatni investitorji so pri tem še vedno zelo previdni, zato je tudi v bistvu vidimo tukaj aktivnosti recimo tistih takih akterjev, ki so paradržavni ali pa supranational, kot je recimo Evropski investicijski sklad, Evropska investicijska banka, EBRD in podobni.
Davor sprašuje, kako je z vlaganjem v branžo farmacije, skratka v farmacevtska podjetja, ki tudi razvijajo, vemo, da Gilead Sciences z Remdesivirom, ne glede na to, da še je FDA approved, pa ne še popolnoma odobreno zdravilo, je ravno zdaj tudi prekinil dobavo vse povsod drugod, ampak pomembno je, da to zdravilo je bilo koristno. Kakšno je po tvojem mnenju vlaganje v to vrstna podjetja? Ja, zdaj farmacija je gotovo ena izmed panog, ki je bila v času te koronavirusne krize, je manj utrpela kot pa recimo ostale panoge, kot so recimo airline, automotive, industrija na splošno in tako naprej. Konkretno, jaz mislim, da stock picking znotraj neke posamezne panoge je precej riskantna stvar. Tako da jaz bi Davorju priporočal, da rajši razprši svoje premoženje, ker je to pač vseeno majčkeno manj tvegano, kot pa da proba najde ravno tisto farmacevtsko firmo, ki bo ravno našla tisto cepivo ali pa zdravilo za koronavirus. Seveda, s tem se lahko malo igramo, pač z nekim manjšim delom svojega premoženja, pa pač spremljamo recimo to panogo in pač probamo investirati ravno tisti hip, oziroma ravno tisto podjetje, za katero mislimo, da bo zmagalo v tej bitki za razvoj zdravila oziroma v drugi bitki za razvoj cepiva, ampak še enkrat, to so tvegane stvari in kot mali vlagatelj je zelo, zelo, zelo težko imeti boljše informacije, kot pa vsi profesionalci, ki delujejo ali pa delujemo na tem trgu, ker še profesionalci ne uspemo točno tistih pravih zmagovalnih podjetij dostikrat najdete. To uspe sam peščici. Tako da je definitivno tukaj ne loviti nekih tistih zmagovalcev, podobno kot v kriptosvetu, ko so probali številni mali vlagatelji dejansko loviti ta prav kriptokovanca, ki bo zmagal. Tukaj je zadeva ista, pač boljše premoženje razpršiti, pač don't put all your eggs in the same basket, kakor pravijo, in pač seveda investirati širše ali v celo panogo, če mislimo pač, da je farmacija pač tista, ki bo zmagovala, ali pa kar še širše med različnimi panogami. Luka, še zadnje vprašanje. Sektorji, omenjal si že določene sektorje, ki so dejansko zdaj najglobje, to je turizem, prevozništvo, airlines in tako naprej. Ja. Kako hitro, vem, da je to zelo težko vprašanje, glede na to, da ne vemo, kaj točno se bo zgodilo in si že večkrat omenjal, ampak koliko misliš in kako bodo države poskušale reševati te sektorje? Ja, zelo dobro vprašanje. Dejansko, se pravim, prizadetost med različnimi sektorji je različna. Nekateri recimo so prizadeti manj, kot je recimo trgovina, sploh tako imenovani consumer staples, to so tisti vsakodnevne potrošnje, ki jo pač proizvodi vsakodnevne potrošnje, ki jo potrebujemo. Nekateri, kot so pa recimo turizem, prevozništvo, airline, ta sektor je pa izjemno prizadet. Zdaj države, mislim, da se bodo posluževale različnih ukrepov, da bodo vse te sektorje ohranile pri življenju, predvsem, da bodo tam ohranile določeno zaposlenost. Te ukrepi bodo verjetno kombinacija subvencij za torej nekih neposrednih transferjev za te sektorje. Nekatere države, recimo kot je pa tudi Nemčija, se pa poslužujejo, po mojem, kar zelo dobrih inovativnih ukrepov, kjer dejansko ustanavljajo poseben sklad, ki ima eno tranšo, večjo tranšo namenjeno dolžniškemu financiranju teh podjetij, ker seveda ta podjetja, iluzorno si je predstavljati, da lahko dobijo financiranje strani bank, ampak pač dejansko, ker banke v tej situaciji, ko so njihovi prihodki prizadeti, dejansko jih ne bodo želeli financirati, torej mora tukaj biti neka intervencija. Po drugi strani pa pripravljajo za tiste največje bolnike, a ne tudi injekcije lastniškega kapitala, torej dejansko bodo intervenirale prav z equityjem. To pomeni, da bodo te skladi lahko prevzeli lastniške dele v teh podjetjih. In v bistvu s tem bodo dejansko v situaciji, ko trgi ne funkcionirajo, dejansko stopili in ta podjetja noter v ta podjetja in jih dejansko podprli across the board, torej po celi pasivi bilance, in
z namenom, da pač ohranijo jih pri življenju. Zdaj, kdaj bo recovery prišel za ta podjetja, je težko reči, ampak ravno tista, ki so bila najbolj prizadeta, oziroma neposredno prizadeta v tej krizi, ravno ta se zdi, da bodo ta zadnja, ki bodo dejansko doživela ta recovery. Se pravi, turizem, airlini, prevozniki, v bistvu vsi tisti, ki zdaj popolnoma nič nimajo prihodkov, se zdi, da bodo tudi tisti, ki bodo šele nekje, če bo šlo vse po nekem normalnem scenariju, ki bodo šele v 4. kvartalu ali pa konec 3., začetek 4. kvartala dejansko začeli nazaj vzpostavljati svoje aktivnosti. Sektorji, ki so pa manj prizadeti, bodo pa seveda nazaj prišli hitreje, ne. Zato je ful pomembno, da se da države v bistvu pristopijo do teh podjetij na nek zelo koordiniran način in da jih podprejo tam, kjer stvari najbolj bolijo. Ne samo, da pač podaljšujejo ali pa ne garantirajo za neka posojila, ampak da dejansko noter vstopijo s tistim kapitalom, ki je trden in ki dejansko lahko dolgoročno v teh družbah ostane. To je pa lastniški kapital. Pravzaprav ne bi pa jaz tudi noter hodil v te firme samo za nekimi subvencijami, ker subvencija je samo nek obliž na rano, to je pač kratkoročen ukrep, ki seveda pomaga firmam v tistem konkretnem letu, ko subvencijo dobijo, ampak treba je do bolnikov teh celovito pristopati, zato da v bistvu ostanejo zdravi, ostanejo živi in da pač tudi v bodočih letih dejansko plačujejo davke. Jaz bi res, tukaj je tudi pomembno, da Slovenija zelo konkretno pristopi tlele pri reševanju, da se nam ne bodo recimo zgodile situacije, kot so se nam zgodile po letu 2008, ko so tudi nekatere večje gospodarske družbe zaradi tega, ker ni bilo nekih inštrumentov, ki bi jih lahko rešili, dejansko so se sesule in šle v bankrot. To za ekonomijo na dolgi rok ni dobro. In to je tudi eno od tem, ki jo bomo zagotovo še obravnavali. Naj tudi povem, da je AmCham skupaj z drugimi organizacijami znotraj gospodarskega kroga določil, da se tudi sam ponudi svoje znanja in predlog, kot je bil ravno zdaj podan Luka, eden tistih, ki ga bomo zagotovo tudi poskušali zagovarjati in seveda upamo, da tudi strani naše vlade bo sprejet. Zaenkrat pa hvala, Luka, številne zanimiva nasvete in pa tudi poglede si nam podal. Hvala ti lepa, ostani zdrav. Seveda želim tudi vsem vam. Jutri bomo govorili o komuniciranju z zunanjimi deležniki, o kriznem komuniciranju, tako da vidimo se spet ob 10:00 na Coffee to Connect. Ostanite zdravi. Hvala lepa. Hvala. Hvala.